Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prisostvovali smo pomembnem dogodku v svetu turizma, 8. Mediteranskem turističnem forumu MTF, ki se je tudi tokrat kot v prejšnjih letih odvijal na Malti. Forum je zbral številne strokovnjake iz različnih področij, ki so govorili o temah, kot so trajnostni turizem, podnebne spremembe, pomembnost umetne inteligence in inteligentne tehnologije, rastoča globalna inflacija. Mediteranska turistična fundacija MTF, neodvisna mednarodna organizacija za javno-zasebno sodelovanje, je že 8. organizirala Mediteranski turistični forum na Malti. Zbralo se je 1300 udeležencev iz 35 držav. Potekali so številni paneli, pogovori in razprave na temo odnosa med turizmom in okoljem. Med številnimi dogodki so bila podeljena priznanja projektnim partnerjem ter srečanje z malteškim predsednikom ter ostalimi člani MTF, ki si prizadevajo za izboljšanje trajnostnega sredozemskega turizma. Cilj te fundacije je povečati potencial rasti trajnostnega turizma v celotnem Sredozemlju, da celotna regija postane območje miru, sodelovanja in blaginje prek regionalnega sodelovanja in projektov. Na Malti se na forumu iz leta v leto srečujejo in izmenjujejo ideje predstavniki vlade, voditelji ustreznih mednarodnih organizacij ter ugledne osebnosti iz kulture, turizma in javnega življenja nasploh. Pokrovitelj MTF pa je dr. George Vela, predsednik Malte, aktiven zagovornik miru v sredozemski regiji s spodbujanjem rasti trajnostnega turizma. Forum združuje razprave, vrsto specializiranih mojstrskih tečajev in delavnic, v srednji del pa predstavljata plenarno zasedanje in podelitev nagrad mediteranskega turizma. Častni gost tokratnega srečanja na Malti je bil Borut Pahor, bivši predsednik Republike Slovenije. Na čem je bila tokratna tematika Mediteranskega foruma, na kaj moramo biti pozorni? Zdelo se mi je, da so me povabili zaradi mojih več kot 30-letnih izkušenj v tej demokratični tranziciji v eni od mediteranskih držav v Sloveniji. Vendar s posebno željo, da bi nekaj spregovoril o temu, da je potrebno zagotoviti dolgoročno stabilnost in mir in blaginjo. In zdelo se mi je super, da je takoj razumel voditelj pogovora, da mogoče ni potrebno iti po neka spoznanja na severu Evrope, v Ukrajino ali pa na jugovzhod, na bližnji vzhod, ampak da lahko pravzaprav na primeru regije Zahodnega Balkana vidimo, da ima mirno reševanje sporov svojo priložnost in da je zelo pomembno, da ta regija enkrat postane članica Evropske unije in da je treba podpreti ta prizadevanja, da se ohrani mir in stabilnost, ker je to pomembno tudi za celotno Sredozemlje. Več desetletna so tudi vaše prizadevanja, da imajo ljudje Slovenijo v zelo dobrem pogledu. Ja, jaz mislim, da ima Slovenija nek ugled, ki si ga tudi zasluži. Mi smo nenazadnje, kljub temu, da nam je bila vojna vsiljena, vendarle v bistvu po mirni poti prišli do velikih sprememb. Nenazadnje smo postali država, demokratična država, vključena v Evropsko unijo, v NATO. Država, ki ima nek svoj značaj. In ta značaj se zdi ljudem iz vsega sveta prijeten, nas radi imajo in nas tudi radi obiščejo, tako zaradi prijaznosti ljudi, kot tudi zaradi varnosti, ki je zelo pomembna. Danes še enkrat lahko vidimo, kako je ta varnost, element varnosti pomemben v turizmu. Turizem je tako kot kapital zelo plašen, če vidi, da so problemi, se raje umakne drugam, zlasti če se ima kam umakniti in na to moramo biti ves čas prisotni. Tudi zato si je treba prizadevati, da mir ni samo v Sloveniji, ampak da je tudi širše v regiji, v naši okolici, kolikor mi to lahko pripomoremo k temu. Bivši predsednik Pahor je tudi v kontekstu razvoja turizma, glavne gospodarske dejavnosti v Sredozemlju, pozval k dialogu, sodelovanju in k mirnemu reševanju vseh sporov. Posebej se je ob tem zavzel za evropsko prihodnost regije Zahodnega Balkana, ki je pomembna tudi za mir in stabilnost Sredozemlja. Kaj boste torej odslej od decembra dalje počeli? To se je zelo lepo vklopilo v razpravo, ker sem ravnokar registriral zavod, zasebni zavod, ki bo skrbel za podporo mednarodne skupnosti regij Zahodnega Balkana pri njenem vključevanju v Evropsko unijo. Pa seveda pri vsem drugem, kar sodi v tako pomembno strateško odločitev Evropske unije na eni in Zahodnega Balkana na drugi, da končno spadata v isto družino.
Pokrovitelj MTF pa je dr. George Vela, predsednik Malte, aktiven zagovornik miru v sredozemski regiji s spodbujanjem rasti trajnostnega turizma. Da bi bila javnost dobro obveščena in seznanjena z delovanjem organizacije, je eden izmed ustanoviteljev in ključnih členov MTF tudi Fidžet, najstarejše in največje svetovno strokovno združenje popotniških novinarjev in piscev o turizmu. Glede na trenutno situacijo in položaj Sredozemlja je turizem za Mediteran najpomembnejša dejavnost, ljudem daje delo, prinaša blaginjo in je most med kulturami in narodnostmi, a se ne more razvijati brez stabilnosti in miru. Malta ima izjemen geostrateški položaj. Zato mnogi radi rečejo, da je sredi Sredozemlja. Ima bogato preteklost, najbolj je predana turizmu. Mediteranski turistični forum je vsekakor pomembno turistično dogajanje za vse države Sredozemlja.